Spoštovani profesor, dr. Janez Bogataj, spoštovana direktorica založbe Har, gospa Hartman, seveda spoštovane novinarke in novinarji, vse obiskovalke in obiskovalci, dobrodošli na Slovenski matici. V veliko veselje nam je, da znova sodelujemo v tej pandemiji, ki nas je vse nekako ločila, pa zdaj znova sodelujemo z založbo Har. Še zlasti zato, ker je ena od pomembnih avtoric te založbe, tudi naša članica, ugledna članica, profesorica, doktorica Barbara Bajk. Seveda pa nam je v posebno veselje, da je danes z nami profesor dr. Bogataj, bi rekla velik ljubitelj in promotor Slovenije, slovenske kulturne dediščine, torej vsega tega, zaradi česar je bila Slovenska matica pred več kot 155 leti tudi ustanovljena. Hvala lepa, da ste prišli in predajam besedo seveda tistim, ki bodo danes o knjigi, o slovenski gastronomiji, o hrani spregovorili in predstavili svoje delo. Hvala lepa. Hvala lepa za te uvodne besede, gospi Ignaciji Hribar-Jarc in seveda za današnjo dobrodošlico tukaj v Slovenski matici. Bili smo že pri vas in vedno nam je lepo. Hvala tudi vsem vam, da ste se danes udeležili tega dogodka, ki je verjetno za slovensko gastronomijo, diplomacijo kar pomembna stvar. Torej, govorili bomo o knjigi Hrana, najstarejše diplomatsko orodje, avtorja profesorja Janeza Bogataja. Priznanega etnologa, ki ga ne predstavljamo na dolgo, kajti njegov opus je izjemen. Več kot 80 knjig je že šlo in še nastajajo, tako da moram že na začetku povedati, da se verjetno letos ne vidimo zadnjič. Vsaj enkrat ali dvakrat vas bomo še povabili na dogodke, ki so povezani z novimi izdajami profesorja Janeza Bogataja. Obstajajo skrivnost. Govorili pa bomo o izdajah, ki so išle pred kratkim, zato bom izkoristila to priložnost. Danes je sicer kraljica gastronomska diplomacija, ampak lani, nedolgo nazaj, je pa izšla bogata monografija v 4 delih, in sicer celotna gastronomija Slovenije. Izvode imamo tukaj, tako da si lahko predstavljate, kako veliko delo profesorja Janeza Bogataja je to. Čez 430 jedi, pijač in živil s slikovnim gradivom je nastajalo kar nekaj časa. In lani, ko je bila Slovenija tudi imenovana za Evropsko regijo gastronomije, so te 4 knjige išle. Letos pa so prejele tudi nagrado Best in the World, Cookbook Gourmand Awards, ki so bile podeljene junija v švedskem mestu. Tako da malo naredimo uvod. Je pa seveda ta knjiga, najstarejše diplomatsko orodje, tudi nekaj zelo posebnega, marsikomu precej nova tema, ampak zelo pomembna, ker ima Slovenija ogromen potencial, da ga na ta način izkoristi. Če rečemo, da gre ljubezen skozi želodec, tudi diplomacija gre skozi želodec, ali pa gastronomija v povezavi z diplomacijo verjetno še bolj pogosto. Ker imamo diplomacij veliko, je ena izmed njih gastronomska in, kot rečeno, jo nekatere izmed držav v svetu zelo s pridom izkoriščajo in s tem gradijo svojo prepoznavnost tudi drugod. Torej, tukaj ne gre samo za gastronomijo, gre za različna polja, kot bomo slišali, od kulture, turizma, kmetijstva, gospodarstva, predvsem pa tudi diplomacije in zunanje politike. Kajti skozi hrano sporočamo marsikaj. Skozi hrano lahko se pogovorimo marsikaj tudi dosežemo. Ni vseeno, kaj jemo, kako jemo, kje jemo. Ali so ti okusi slani, sladki,
ali jemo za okroglo mizo. Skratka, to so vedeli že v zgodovini veliko časa nazaj, ko so, veste, organizirali pojedine, pa potem razne prireditve, kjer so prepričevali nasprotnike in na ta način tudi kaj dosegli. No, ampak to ni namen zdaj diplomatske gastronomije, pač pa to, da mi s svojim potencialom, zato tudi sem govorila o tistih prejšnjih monografijah, ki ga imamo, ki je res velik in pomemben, lahko v svetu marsikaj tudi dosežemo in pokažemo. Ne? To ni samo 5 jedi, ki jih znamo našteti na prvo žogo, če tako rečemo, ampak je kar, in jih je seveda več, ampak opisanih 430 jedi. In če to ni veliko bogatstvo, potem težko rečemo, kaj je ta trenutek pomembnejše, da bi lahko pokazali svetu. Tak, recimo, primer ali pa vzgled je naprimer tajska hrana, ali italijanska hrana ali hrana južnoameriških držav, ki na ta način se nam zdi, kot da smo tam, ko naprimer v mojem mestu pokusimo njihove jedi, okuse, začimbe, dišavnice, nas ponese v te kraje in nam na nek način to zbudi željo, da bi jih obiskali. In to je zelo močno in zelo vpliva na naše občutja in želje. In na ta način se mi zdi, da ima tudi Slovenija zelo veliko možnosti in ta knjiga s to obliko in tudi zanimivo naslovnico Silvija Hercog-Martini se mi zdi, da komunicira že zelo v tej smeri. Toliko bi za uvod, z veseljem bomo potem še na kakšno vprašanje odgovorili, da ne bom predolga, pa prosim profesorja Janeza Bogataja. Ja, hvala za besedo. Lepo pozdravljam vse zbrane. In na začetku iskrena hvala založbi, da je ugriznila v to jabolko, ker je tematika v bistvu specifična. In hvala tudi Slovenski matici, da nam je omogočila to predstavitev. Zelo vesel. Na to hišo imam zelo lepe spomine iz otroških let. Tukaj spodaj v pritličju je namreč delovala ena odlična likovna šola, ki jo je vodil Bogdan Borčič in ki sta jo vodila Bogdan Borčič in pa Alenka Gerlovič. In tam smo dobivali prve korake na področju estetike, likovne vzgoje in tako naprej. Skratka, pravi star pregovor, ko začneš spominov bujati, se staraš. No, knjiga je razdeljena na nekaj temeljnih poglavij. Najprej govorim o tem, kaj je gastronomska in kulinarična diplomacija. Navajam tudi mnenja najbolj kompetentnih avtorjev z tega področja, ki jih ni prav veliko. Jaz mislim, da bi na prste 2 rok lahko naštel avtorje, ki so o tem pisali na celem svetu. No in seveda ta gastronomska in kulinarična diplomacija se v drugih jezikih pač imenuje delicious diplomacy, potem tasty propaganda, potem soft power, food diplomacy, tabletop diplomacy, to je tabletop diplomacy in termin, ki ga je uporabljal Winston Churchill, recimo. Skratka, je tudi terminološko, bi rekel, kar pestra zadeva. Potem drugo poglavje govori o zgodovinskih pričevanjih z tega področja. Mislim, da tukaj imamo kar lepe primere. Jaz sem pač določene samo izbral v knjigi. Predvsem seveda je tiste tudi, ki so povezani z našim kulturnim prostorom. Potem seveda sledi poglavje o gastronomski diplomaciji bolj podrobno in pa, kar je zelo pomembno, kako se gastronomske diplomacije lotevajo po svetu. Tukaj ni enega enotnega recepta, ampak tiste države, ki to metodo, bom rekel, razvijajo, imajo za to narejeno strategijo. To ni po značilnem slovenskem konceptu, to je pa meni všeč. To se pravi,
imenujemo to metodo všečkanja na slovenskem. Ampak seveda za vsem tem stoji ena tržna arhitektura, ki omogoča potem vdih in izdih na tem področju. Tukaj govorim o Tajski. Tajska je bila ena prvih, ki je recimo začela razvijati to področje, potem Južna in tudi Severna Koreja, Tajvan, Malezija, Kambodža, Japonska, Avstralija, Združene države Amerike, Indija, Uzbekistan, Peru, zelo zanimiv primer, Kolumbija, potem 3 skandinavske države, Danska, Švedska, Norveška, jasno, Francija, ki je najbolj konkretno utemeljila ta pojem, se pravi, oni so metodologijo, se pravi, teorijo tega postavili in tudi realizacijo, bom malo kasneje povedal, zakaj je šlo. Potem naši sosedje Italijani, Španci, Bolgari in Poljaki in Hrvati. Seveda pa potem sledi naslednje poglavje, gastronomska diplomacija Slovenije, kjer govorim o vsebinskih in vizualnih izhodiščih ter prioritetah in pa predvsem, kakšne so naše naloge na tem področju. In zaključim s tem to poglavje s področji delovanja gastronomske diplomacije v Sloveniji in z vsebinami, ki jih vežem na posamezna ministrstva in nekaj državnih ustanov. Se pravi, tukaj ne gre, to moramo že takoj povedati, tukaj ne gre samo za, ker kadarkoli sem v Sloveniji komu rekel, ja, zdaj pa pišem knjigo o gastronomski diplomaciji, vsak pomisel na Prešernovo ulico, se pravi na zunanje ministrstvo. Tukaj ne gre za to diplomacijo, to je samo ena od diplomacij, se pravi, gre za različna področja naše družbe, ki skozi hrano, živila, jedilne obroke, jedilne navade, da naštejem samo nekaj teh področij, komunicirajo s svetom. In seveda namen ni samo promocijski, ampak je tudi ekonomski. V knjigi boste lahko prebrali, da številne države recimo so iz tega naredile en velik posel. Recimo Slovenija bi lahko to zelo dobro uresničila z promocijo naše gostilne. Se pravi, kot primer enega gostinskega lokala, ki bi bil razpoznaven, se pravi po svoji zunanji opremi, po notranji ureditvi, po meniju recimo, po dogodkih, ki bi se tam izvajali, povsod po svetu, kjer bi bila želja, da se tak lokal odpre. Nekaj takih primerov, mislim, da imamo 2 ali 3 gostilne na celem svetu. Sicer pa v zadnjih, bom rekel, 30 letih so se nekajkrat pojavili posamezniki, češ, da bi odprli gostilno v njihovem kulturnem okolju. Ampak zato bi morala država imeti pripravljen elaborat, se pravi koncept, čemu vse je treba tukaj slediti, da pride do tega rezultata. Potem na koncu sledi še zaključek, pa viri in literatura in posebej opozarjam, opombe so zelo obsežne, eni sploh ne berejo opomb, tukaj pa moram posebej opozoriti, se splača opombe prebrati, ker govorijo o mnogih zadevah, pojasnjujejo določene termine in tako naprej. Zdaj seveda, jaz sem se s tem pojmom gastronomska diplomacija srečal leta 2015, med letom 2015 in 2018. To je bilo odločujoče obdobje, da sem se tega vprašanja lotil. 2015 sta se zgodili 2 stvari in sicer eno je bila svetovna razstava Expo v Milanu, na kateri so podpisali tudi milansko listino, to se pravi dokument o načelih prehrane, o predstavitvah nacionalnih identitet skozi objektive kuhinj posameznih držav in tako naprej. Se pravi, to je bilo 2015. Jaz sem si to šel ogledati, ker je bila tema tega Expa zelo zanimiva
in sem se razočaran vrnil v Slovenijo, ker sem videl, kakšna je bila naša predstavitev. Kako smo v bistvu fokus ali pa ost ali pa rdečo nit te razstave zgrešili v bistvu. Čeprav seveda v medijih smo lahko prebrali, kako smo bili uspešni, ampak to je že navada. Potem 2015 je Inštitut za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem, ki ima sedež v Barceloni, pripravil en simpozij na temo gastronomske diplomacije. Tega simpozija sem se pač udeležil in moram reči, da sem ves navdušen prišel v Ljubljano oziroma v Slovenijo, češ mi moramo tudi nekaj tega začeti razvijati. Potem je leta 2018 je bila še podelitev nagrad za najboljše kulinarične knjige v kitajskem Jantaju, kjer so ob teh nagradah seveda vedno pripravijo tudi posvetovanja, simpozije, in tematika je bila gastronomska diplomacija. Skratka, to so bili odločujoči koraki. Na tem posnetku vidimo en utrinek iz leta 2015, ta ženska mi še totalno na živce, ker je vedno uletela mi v posnetek noter, tako da ne boste mislili, zakaj to glavo kažem dolg časa. Lahko ste si med tem prebrali, kaj je pravzaprav gastronomska diplomacija. Tam na teh predavanjih pač se je to seveda dalo izvedeti. Kot rečeno, gastronomska diplomacija je samo ena od diplomacij. Mi imamo to uradno diplomacijo, se pravi, to je ta diplomacija, ki jo razvija zunanje ministrstvo. Potem imamo javno diplomacijo, ki je najširši okvir, kulturna diplomacija poseben resor, kulinarična in gastronomska diplomacija, namreč v tuji literaturi te dva pojma kar razlikujejo. Se pravi, vsekakor je gastronomska diplomacija širši pojem, ker vključuje celotno prehransko kulturo, se pravi, ne samo ožje kuhanje, kar označuje termin kulinarična diplomacija. No in seveda tukaj vidimo s to trikotno shemo, da je javna diplomacija središče vsega, in kaj se tukaj, bi rekel, na to navezuje. Od uradne diplomacije, treba je poudarjati kulturne razlike in razumevanje med ljudmi v svetu, potem zelo pomembne so gastronomske prireditve, šege in navade, se pravi rituali, obredja in tako naprej. Potem ekonomski odnosi, to sem že na začetku izpostavil. Skratka, vidimo, da gre za en širši spekter stvari, ki ne more zadovoljiti ali pa ga ne more pokriti samo, bi rekel, zunanja politika. Ta shema prikazuje, kaj sodi vse v gastronomijo in prehransko kulturo. Ampak da ne bomo predolgo, bi zdaj mogoče prešli kar na pregled nekaterih bolj podrobnih zadev. Preden pa seveda to izpostavljam, povem, da sta dva tuja ameriška avtorja največ na tem področju napisala, in sicer en je bil Paul Rockover, drug pa Sam Chappell, pomišljaj Sokol. Partizansko ime, bi skoraj rekel. Skratka, ima je tak vzdevek. Oba sta najtemeljitejše opredelila oba pojma, se pravi gastronomsko in kulinarično diplomacijo. Chappell je menil v enem od svojih temeljnih del, da je kulinarična diplomacija uporaba hrane in kulinarike kot instrumenta za ustvarjanje medkulturnega razumevanja in težnja za izboljšanje medsebojnih odnosov in medsebojnega sodelovanja. Zelo eno dobro, bi rekel, izhodišče. No, zdaj pa, če gremo na mogoče zgodovinska pričevanja, teh je seveda zelo veliko. Žal med likovnim gradivom nimamo v Sloveniji kaj dosti, bi rekel, nabora.
Nisem pa prevelik zagovornik to, kar delajo nekateri naši muzeji, ko pripravijo neko temo in ker ni dovolj gradiva doma, potem vključijo gradivo iz Nemčije, Skandinavije, recimo Francije in tako naprej. To je ena redkih slik, ki prikazuje eno svečano omizje na Ptuju, in sem jo pač vključil na začetek tega poglavja. Zdaj, če pogledamo tukaj na strani 27, bomo takoj našli, takole, lahko preberem eno zanimivo pričevanje, in sicer pričevanje Zigmunda Herbersteina, znamenitega graščaka iz Vipavske doline, iz Vipave, ki je kot veleposlanik, bomo rekli, tako so rekli, odposlanec nemškega cesarja potoval v Rusijo in je na osnovi teh njegovih potovanj napisal eno znamenito knjigo Rerum Moskoviticarum Commentarii, in sicer se je veliko zadržal na dvoru Ivana Groznega in je doživljal tudi razne, pogostitve in druge vsebine, ki so povezane z gastronomsko diplomacijo. Če to preberem, mogoče bo zanimivo. Na mizah so bile posodice s kisom, poprom in soljo. Bile so tako razmeščene po dolžini mize in v sorazmerju s številom gostov, da so imeli 4 gostje vse 3 pri roki. Ko so že vsi sedeli, je knez poklical enega izmed služabnikov in si dal podati 2 velika kosa kruha rekoč. To je lep primer, kako je začelo potovanje kruha in soli kot dobrodošlice, kot pozdrava. Kako je to potovanje se začelo, da je prišlo potem v 19. stoletju, v času nacionalnega zaveščanja tudi na slovenske mize. No in rekoč, daj ta kruh grofu Leonardu in Sigismundu. V najino čas so ostali vsi drugi gostje, razen knezovih bratov. Zato dobroto in čast ni treba drugega odgovora, kako da sprejmeš kruh, ga položiš na mizo, se zahvališ knezu s priklonom glave, nato še svetovalcem in drugim, priklanjajoč se in obračajoč glavo na vse strani. S kruhom izkazuje knez svojo dobroto, soljo pa ljubezen. Zakaj večje časti, kakor da mu pošlje pri pojedini sol svoje mize, ne more nikomur izkazati. Kruh ima obliko konjskega komata in po mojem mnenju pomeni vsem, ki ga jedo, trd jarem in večno suženjstvo. Skratka, že takrat vidimo v 16. veku, kakšna močna simbolika je bila, bi danes rekli, pri navadnem hlebcu kruha in pri navadni piranski soli. Skratka, mi hitro dajemo take zelo, pavšalne oznake. Nato so šli strežaji ven, ne da bi kakorkoli počastili kneza in prinesli žganje, ki ga pijo vedno pred obedom. Potem so prinesli pečene labode, ki jih prinesejo gostom kot prvo jed, kadar postrežejo z mesnimi jedmi. Naprej ne bom bral zaradi tega, ker je taka ura, da bi vam lahko spodbudil tek. Skratka, to je pač en primer. V knjigi navajam tudi primere iz znanega potopisa kanclerja, oglejskega patriarha Pavla Santonina, ki opisuje tudi številne pogostitve na nekaterih slovenskih gradovih tistega časa. Na našem posnetku, upam, da se to, se kar vidi, imamo pa en zanimiv ohranjen meni kosila iz leta 1966. Zdaj sem pač preskočil nekaj stoletij, ker če bi navajal vse te primere, bi sedeli tukaj do večera. Iz leta 1966, to je, se pravi, 6 let po dograditvi slovenskega parlamenta. Leta 1960 so parlament zgradili in maršal Josip Broz je prišel tega leta na obisk. Takrat so v avlo tudi postavili tisti njegov kip marmorni, belega marmorja.
in so mu pripravili tole kosilo. Zanimivo pri tem meniju je, da je za glavno jed, da so bile koline. A ne? Danes bi se zgrozili, če bi, ne bom povedal kdo, ampak bi se zgrozili, če bi jaz napisal predlog enega menija in bi rekel, recimo v mesecu novembru, ko se koline začnejo, ne, po Martinu so ponavadi koline, da bi dal za glavno jed izbor slovenskih kolin na en sodoben način. No, to je en tak primer enega edinega. Treba je reči, to gradivo je raztreščeno po vseh mogočih koncih in krajih, ni zbrano na enem mestu, ne, kar dokazuje eno veliko šlamparijo na slovenskem tudi na tem področju. No, potem bi pokazal še en primer, kar zdaj se pa tole objasnim. Če bi pomoč prosil. Bomo da tole, ja. Pa tole. Bom pa v prihodne. Tako. Tukaj pa imamo primer svečane večerje iz leta 2011, ki jo je njegovi ekscelenci, predsedniku Vladimirju Putinu, pripravil Borut Pahor. Sem namenoma to izbral, ki je to aktualno. Tako? Pardon, prosite. Ja. Tako, zdaj pa je. Pa takole. A je? Da, ni povezave, to pa... A imamo kakšnega moža od tehnike tukaj? Kaj smo pa naredili? Te vse lepo kaže. Bomo še enkrat poskusili. Zdaj pa naprej. Ne. Kaj pa zdaj? A je? Aha, ok. A je? Je, tako. Ja, se pravi, primer tega kosila, kjer nas preseneti, a ne, zelo, glede na to, da je to na Brdu pri Kranju, da so kot toplo predjed postregali idrijske žlitrofe z rdečo obaro, se pravi, zelo izjemno za naše razmere. No, in seveda še, zdaj pa tukaj naredila. A gre? Aha. Ne, na ekranu naredila, mogo je sporedila. En primer, kaj je gastronomska diplomacija, se pravi Richard Nixon in pa Zhou Enlai, ki ga je obiskal, ne, in tale slika je v bistvu posredno tudi motivirala oblikovalki naslovnice te moje knjige, kjer ena roka drži žlico, druga roka pa te paličice, ne, za uživanje. No, potem pa seveda bi omenil to, da številna veleposlaništva in tudi države zelo skrbijo za to, da izhajajo knjige z področja kulinarične diplomacije. Največkrat so avtorice soproge diplomatov, včasih pa tudi seveda kulinarični avtorji. Recimo tukaj je knjiga enega kuharja, to je bil kuhar na italijanski ambasadi v Londonu, ki je o jedeh te ambasade, tega veleposlaništva, pripravil monografijo, ki je tudi dobila eno nagrado na Gourmannovem tekmovanju. Ali pa, ja, se je prišlo naprej, ja. A ja, tako moram. Aha. Biti dobro imam asistentko. Seveda, to je pa primer ene knjige, ki jo je napisala avtorica, soproga ambasadorja Kolumbije v Washingtonu, ena taka zelo prestižna monografija, očitno je imela kar lep denar za izdajo,
odlične fotografije noter, se pravi taka značilna coffee table book, kot pravijo angleško govoreči. Ja. Kako pa zdaj? Je šlo naprej? Ne, ni šlo. Ali treba tako. To je pa ena prvih knjig, ki jo je napisal... Aha, pa kaj to zdaj? A je? Ne. Soci naš. A tega tehnika ni? To je zelo zoprna zadeva. Ne vem, kaj smo narediti zdaj. Znaš, skratka, mislil sem vam pokazati še primerke zelo lepo oblikovane švedske kulinarične diplomacije, ki pa govori seveda o različnih jedeh različnih držav in je tudi Dubrovniška tržnica noter omenjena, recimo, ne. Skratka, vidimo, da je paleta teh izdaj seveda zelo, zelo različna. Zdaj seveda v nadaljevanju imam nekaj posnetkov držav, ki so na področju kulinarične diplomacije naredile že zelo močne korake. Recimo ena od njih je Španija, kjer kulinariko in gastronomijo razumejo predvsem kot kulturni element. In Španija je vzporedno z molekularno gastronomijo, ki jo je začel razvijati Ferran Adria, promovirala tudi kulturo svojih tapasov, pršuta in vin. To je ena odlična izkušnja tudi za Slovenijo. Mi se zaletavamo zdaj nekam v neko globalno ponudbo in ignoriramo lokalno in regionalno. Če rečeš, kaj pa če bi postregli en savinski ajdnek, pripravljen na sodoben način, zavihajamo z nosom in češ, ne, se imamo Ano Roš, ona pa in tako naprej. Skratka, vidimo, da španska izkušnja je zelo, zelo jasna in pa poučna zlasti za nas. Če gremo k Francozom, Francozi so leta 2014 se udeležili seveda tekmovanja za najboljšo restauracijo na svetu, to tekmovanje vsako leto. In leta 2014 je najboljša francoska restauracija se uvrstila šele na 11. mesto. To je bil takoj signal za takratnega zunanjega ministra Francije, da je treba nekaj narediti. To, da je francoska restauracija šele na 11. mestu, je nekaj nezaslišanega. In je šel seveda v akcijo in so skupaj z poznavalci gastronomije Francije postavili model ali pa eno akcijo, ki se imenuje Goût de France, se pravi okusi Francije. Kaj je bil namen te akcije, ki se zdaj vsako leto ponavlja? 1000 menijev so pripravili v 1400 restauracijah v 150 državah na svetu in sodelovalo je s 1500 mednarodno priznanih kuharskih mojstrov. To se je zgodilo 19. marca 1915. To se pravi, eno leto po tistem je bil že model postavljen in je akcija stekla. V tem času, se pravi leta 2015, je samo v Versailles bilo povabljenih 650 gostov v Versajski dvorec, ki so uživali v značilnem francoskem kosilu. Zdaj bomo to, kar sem povedal, še malo pokazali. Tukaj vidimo eno stran iz, iz te švedske publikacije, potem to je slikovna ilustracija k temu, kar sem govoril o Španiji, in pa to, kar pa nisem povedal, Španci recimo dobro vedo, da je premalo projekcijo izvajati samo v tujino,
ampak da je treba gastronomsko projekcijo izvajati tudi doma in vzgajati ljudi. In oni na Inštitutu za gastronomijo v okolici Barcelone, idealen inštitut, jaz vsakemu, ki se pa z gastronomijo svetujem, da si gre to ogledati, v prostorih nekdanjega srednjeveškega samostana, prekrasna zadeva, predvsem pa odlična vsebina tega inštituta. In oni so špansko prehransko piramido naredili, tukaj imamo, nimamo še? Ali imamo? Nimamo. Spet ne daje. Ja. Špansko kulinarično piramido, ki jo imajo narejeno kot zloženko in jo vsak šolski otrok dobi ob prvem dnevu pouka, imajo pa tudi povečano piramido, od tal do konice, merili tam 2 metra, pa pol 3 metre, na avtomobilski prikolici in jo vozijo po vseh krajih v Španiji, zato da se širši krog ljudi pouči, kaj je zdrava prehrana. Predvsem pa se vidi, kako v zdravo prehrano vključuje tudi lokalne in pa regionalne jedi, kar je bistvo tudi za Slovenijo. Potem tukaj je ta Good de France, fotografija francoskega veleposlaništva tam pri filozofski fakulteti, tam po diagonali, če gledamo en detalj tega praznovanja. In pa seveda, zdaj pa že čas, da gremo v Slovenijo in pokažemo, da smo tudi na tem področju nekaj malega naredili, ampak moram reči kaj, to so samo kaplje z tega področja. Ni pa sistema še postavljena. Slovenija nima še strategije gastronomske diplomacije. Preden pa o tem spregovorim, povem še to, da recimo Tajci, ki sem jih omenil na začetku, so pa pionirji gastronomske diplomacije v svetu. Njihova kampanja se imenuje Global Thai in izrazito izpostavlja nacionalno kuhinjo. Oni so načrtovali povečanje števila tajskih restauracij iz 5500 v 8000 na svetu. Ampak ta kampanja Global Thai je bila tako intenzivna, da so leta 2011 že presegali in so imeli že skoraj 11 000 restauracij tajskih na svetu in so menili, da vsaka nova restauracija je tudi neuradno tajsko veleposlaništvo. Tudi ta misel je lahko zelo poučna za Republiko Slovenijo. Zdaj pa dejansko v Republiki Sloveniji. V Sloveniji so se stvari začele bistveno premikati šele leta 2006. Leta 2006 smo dobili gastronomsko strategijo, ki je določila seveda marsikaj, jasno, ne še strategije gastronomske diplomacije, ker o tem takrat še nihče v svetu ni govoril, pač pa seveda, kako našo gastronomijo promovirati. Postavili smo gastronomsko piramido, določili 24 gastronomskih regij in, kar je še posebej pomembno, določili tudi vrh te piramide, se pravi, najbolj reprezentančen izbor jedi, ki naj bi v prihodnje predstavljali Slovenijo, tako kot recimo, če vidimo sliko kaviarja, vemo, da je to Rusija, če vidimo sir z belo plesnjo, šampanjec in pa terino, vemo, da je to Francija in tako naprej. Skratka, od splošnega k detajlom smo stvari pripeljali z vrhom te piramide in temu je sledila potem celostna podoba. To je prva celostna podoba in ko je naša državna promocija ugotovila, da je treba to celostno podobo spremeniti, smo imeli velike napore, da smo prepričali birokracijo državno, da nabor jedi mora ostati isti, če je to strategija. Spremeni se lahko samo likovna podoba. In to je bila, se pravi, druga taka celostna podoba. In ker v Sloveniji seveda za vsako vlado skoraj menjamo celostne podobe, ker je tudi ena naša specifika, imamo zdaj že tretjo,
ki je pa takale. Ampak, kot rečeno, hvala Bogu, za enkrat še drži pravilo, ostane nabor jedi, menja se pa, bi rekel, oblikovanje. No, naslednja stvar je ta, da je strategija določila tudi različne oblike promocije. Tukaj vidimo, da je sledila temu Pošta Slovenije z znamkami in da potem, ko smo imeli Slovenijo postavljeno, smo v Sloveniji začeli delati tudi na piramidah posameznih regij. Tukaj vidimo vrh piramide Gorenjske, se pravi medenjak. Zakaj medenjak? Zaradi tega, ker ta medenjak ne predstavlja samo medenjakov kot piškotov z medom, ampak tudi celotno čebelarsko kulturo, ki ima najbolj tehtne izvire ravno na Gorenjskem. Potem ajdovi in koruzni žganci z repo in zeljem, sir, krapi, pač v tem primeru z nadevom iz suhih hrušk, krapi kot značilna jed alpskega prostora, poznamo jih tam enih 15 različnih, v Sloveniji, in pa nesrečna, bom rekel, blejska kremšnita, katere kakovost je strmo padla in se ekspresno približuje enemu povprečnemu pudingu, če tako malo grobo rečem, ampak razen ene same izjeme, ki še vedno drži ustrezno kakovost. No, druga stvar, na katero smo lahko Slovenci ponosni in bo morala imeti svoje mesto tudi v prihodnji gastronomski strategiji, če jo bomo postavili, seveda, če bo državi se zahotelo, da jo ima, je delo z mladimi, zlasti z osnovnošolsko in srednješolsko mladino. Mi ne potrebujemo negativnih pedagoških vzorcev, tako kot nam jih servirajo nekatere televizijske nadaljevanke, ampak potrebujemo nekaj, kar bo mladega človeka navdajalo k odkrivanju tistega, kar mu leži pred domačim pragom. Se pravi, lokalno in pa regionalno, kar je seveda ena od temeljnih postavk v razvoju gastronomije v sodobnem svetu. Na tem področju smo naredili po zaslugi ene same osebe zelo veliko. V zadnjih nekaj letih je bilo nekaj uspešnih tekmovanj mladih kuharjev in kuharic in naj povem, da smo, če se prav spomnim, za 20-letnico Republike Slovenije, 15-letnico osamosvojitve, so te mlade kuharice kuhale tudi v Bruslju, v mestni hiši. Tam je bilo povabljenih približno 200 gostov. Jaz sem po naključju bil takrat v Bruslju, sem zato vedel, so še to gledali. In med temi gosti je bila cela vrsta predstavnikov zelo uglednih kulinaričnih in gastronomskih držav, kot so Francozi, Italijani, Španci, Nemci, recimo, so prihajali k meni in so mi rekli, kako vam pa to uspe, se nekaj pridite v Slovenijo, poglejte, vam bomo mi naš model prodali, zdaj prodali v narekovaju, ali pa prav brez narekovaja, ker številne države to tudi tržijo. Skratka, imamo en uspešen produkt, ki je bil pa bolj, bi rekel, trenutni preblisk nekoga v glavi, da je rekel, kaj pa če bi enkrat otroke poslali gor. Mislim, to mora postati, bi rekel, sistem. Potem seveda naslednja zadeva je, da je bilo v Sloveniji kar nekaj tematskih pogostitev. Tukaj je recimo ena taka pogostitev iz leta 1995, se pravi 4 leta po osamosvojitvi, na gostinsko-turističnem zboru v Radencih, Štruklji po Sloveniji. 90 vrst štrukljev je bilo takrat na tej pogostitvi. Sladkih in slanih, parjenih, kuhanih, pečenih in tako naprej. Kaj je bil namen te zadeve? Namen te zadeve je bil v tem, da se prisotnim gostincem pokaže, kakšne velike možnosti imamo samo na področju ene same jedi. Žal seveda ukrepi niso sledili. Ali pa tale primer, to je bil en zelo znan svetovni kongres, mislim, da je ta kratica ESPID,
pomeni neko zdravniško združenje, ki je povezano s srčno-žilnimi obolenji, če se prav spomnim. In leta 1998 so imeli svetovno srečanje v Ljubljani in gostinska hiša, ki jim je slavnostno večerjo pripravila, je bila v zadregi, kakšen jedilnik bi jim pa pripravili. Ne? In jaz sem rekel, veste kaj, to so zdravniki, dajmo jim v obliki recepta narediti jedilni list. In sem šel s svojemu prijatelju, ki je zdravnik, mi je dal en prazen recept in potem sem na računalnik pač naprintal jedilnik, ne? In učinek je bil fenomenalen. Ne? Mnogi zdravniki so potem pošiljali, to so mi naši slovenski organizatorji povedali, so pošiljali elektronska sporočila, da so te jedilnike dali v okvir in v svojih ordinacijah jih obesali. Ne? Spet vidimo, minimalen strošek, ne? To je bil print, ne? Tisk, ne? Učinek pa enkraten, ne? En klasičen primer gastronomske diplomacije. Ne? No, potem še nekaj drugih takih jedilnikov, ampak to so bile bolj izjeme, ne? Nimam klasičnega jedilnika tukaj iz naših protokolarnih pogostitev, ki je likovno duhamoren. In to ena Slovenija, ki je pobrala v zadnjih 30-40 letih številne nagrade za grafično oblikovanje, kaj že Red Dot, recimo, ne, v New Yorku, če se ne motim, in tako naprej. Se pravi, smo narod oblikovalcev, ne pokažemo pa tega z jedilnim listom in z njegovo vsebino, na vse zadnje tudi. Ne. Tukaj imamo en primer ene slavnostne večerje v počastitev dneva svetega Miklavža, ki je bila prirejena leta 2006, to je bilo takoj po izidu strategije, v najbolj znani ameriški fundaciji James Byrd v New Yorku, in za sladico smo postregali vaniljev sladoled z bučnim, štajersko prekmurskim bučnim oljem. V tistem trenutku, ko so ljudje poskusili prvi grižljaj tega sladoleda, je cela dvorana 150 gostov ustala in so začeli ploskati. Tako da, spet en odličen primer, na eni sami jedi smo seveda naredili zelo, zelo veliko. No, potem en primer še enega svečanega kosila v New Yorku. Ampak kot rečeno, to so vse, bi rekel, izjeme, ne pa pravilo. Tukaj vidimo tudi, kako se je Ljubljana vključila z eno tako pogostitvijo. To so vse naslovnice različnih menijev in kot vidimo, ne, vedno te meniji prinašajo celostno podobo, ki je za tisto obdobje aktualna. Tukaj pa vidimo, ne, kako se elementi kulinarične strategije lahko uporabijo tudi recimo za božično novoletno čestitko. Ne. Tukaj pa niso uporabljena jedila iz vrha piramide, ampak so uporabljena značilna živila, ki se uporabljajo v slovenski kuhinji. Se pravi, spet pokažemo našo temeljno značilnost, ki je kaj? Ki je različnost. Ne? Naša kulinarika je zaenkrat še vedno različna, ampak če bo šlo tako naprej, kot zdaj kaže, ne, se bo tudi ta različnost začela zgubljati. Zato je bil tudi eden od pomembnih motivov, zato da sem to knjigo napisal, tudi ta, o katerem sem ravno kar govoril. Ne. Tukaj vidimo še eno naslovnico jedilnega lista iz zadnjega obdobja. Na našem posnetku pa vidimo zelo uspešne kolektivne blagovne znamke. To je nekaj novega v Sloveniji. Ta zadeva je stara zdaj 3 leta in zelo uspešno deluje. Vsi ti znaki so, oziroma vsi izdelki,
in storitve tudi, ki se certificirajo v okviru tega sistema, so seveda strokovno certificirani, vsi certifikati se po enem in potem v nadaljevanju po 2 letih preverjajo. Predvsem pa moramo reči, da odkar ta sistem deluje, se je starostna struktura nosilcev izdelkov in živil, pijač in drugih zadev, ki se ocenjujejo, se je močno znižala, kar je obetavno. In seveda imamo celo vrsto primerov, da so posamezniki opustili svojo siceršnjo službo in so začeli samo te stvari proizvajati. Prejšnji teden smo imeli eno odlično predstavitev oziroma podelitev znakov na Gorenjskem. Znak na Bledu se imenuje Bled Local Selection, uporabljajo zgolj samo angleško varianto, kar seveda me žalosti, ampak stvar deluje in tudi v tradicionalno težkem psihiatričnem območju Gorenjske na Bledu, te stvari so zaživele in izgledajo zelo, zelo obetavno. Vsekakor smo poskrbeli tudi s pomočjo moje kolegice Tanje Lešnik-Štukec, ki je začela s temi stvarmi, da sva obadva tudi v nekaterih tujih publikacijah ta sistem predstavlja, ki vzbuja že zelo veliko zanimanje tudi v nekaterih drugih državah. Potem je zelo važno, da v Sloveniji delujejo nekatera tuja gastronomska združenja. Najstarejše tako združenje ali pa mreža, bomo zdaj rekli, da uporabimo ta izraz, je Šenderotiser, to bi prevedli kot veriga ražencev, recimo, ali pa v 19. stoletju so jih imenovali pečenkarji, ker so se pečenke cvrle na ražnjih. To združenje deluje že 15 let v Sloveniji in iz tega združenja se je osamosvojilo tudi podeljevanje Mišlenovih zvezdic, ki je pa pač eno od ocenjevanj. Jaz mislim, da je bolj pomembno, da smo tako dobri, kot da imamo določeno število zvezdic. Da smo brez zvezdic dobri, kot da jih imamo recimo 1, 2 ali 3. No, ampak to je moje čisto osebno gledanje. Pred 2-3 leti smo postali stalna članica še ene mreže, in sicer European Region of Gastronomy, Evropske regije gastronomije, kjer pa seveda bomo morali malo okrepiti, bi rekel, svojo prisotnost in predvsem bistvo tega sodelovanja, ki je v tej besedi, ki sem jo ta zadnjo omenil, se pravi v sodelovanju, v izmenjavi izkušenj in tako naprej. No, gastronomsko diplomacijo zaključim, se pravi knjigo, s to grafiko, kjer je lepo prikazano, katera ministrstva in pa institucije države Slovenije lahko prispevajo k uspehu gastronomske diplomacije Slovenije. Kajti ta knjiga je tudi priročnik, ki na koncu pokaže na nekatere nujne zadeve, ki bi jih morali vključiti v to, kar sem že nekajkrat omenil, v strategijo gastronomske diplomacije Slovenije. Tukaj govorim o nalogah predsednika države ali predsednice, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za gospodarski razvoj, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano, za zdravje, kulturo in ostala ministrstva. Področja delovanja, o katerih pa pišem, so razne promocije, turizem, kulinarične in gastronomske prireditve. Naj povem, da tujci, ki prihajajo, so tudi strokovnjaki. Ko smo imeli razglasitev Evropske regije gastronomije,
so iz vseh dosedanjih regij prišli ugledni predstavniki, to so sami strokovnjaki, to niso uslužbenci ministrstva bili, ampak so prišli strokovnjaki in so bili navdušeni nad odprto kuhinjo, recimo v Ljubljani. No, se pravi, turistične, kulinarične gastronomske prireditve, turistične sejemske prireditve in borze, sprejemi in pogostitve od najbolj eminentnih protokolarnih zadev do pozitivne ulične prehrane, ne? Ker mi poznamo negativno ulično prehrano, tako imenovani junk food, in poznamo tudi pozitivno ulično prehrano. Potem so vprašanje prvih kulinaričnih mojstrov in mojstric, to je lepa slovenska oznaka za tisto, kar se spakujemo z besedo šef, ne? Že v 19. stoletju in potem v prvem priročniku slovenskem o strežbi uporabljajo besedo prvi kuharski mojster in prva kuharska mojstrica. Potem vprašanje gostilne Slovenije, o tem sem že govoril. Potem odpiranje klubov slovenske kuhinje po svetu, recimo kulinarična in gastronomska literatura, zelo pomembna zadeva. Edvard Cointreau, to je eden od treh bratov, ki proizvajajo poleg likerja Cointreau, ga poznate, rjava, štiriglata steklenica, proizvajajo še konjak Frapen in pa penino oziroma šampanjec Gosset. In Edvard Cointreau je rekel, da so velika konkurenca knjigam elektronske publikacije, razen gastronomskih knjigam. Edino področje, ki ima še dvigajočo linijo, če bi grafikon narisali, so gastronomske knjige. Ampak zelo majhen odstotek ljudi v svetu po teh knjigah tudi kuha. Največkrat jih vzamejo v roko, jih berejo, prelistavajo in se navdušujejo, češ, to mora biti pa dobro za jesti, jaz sem pa tudi kaj tega skuhal. Ampak jim je to, bi rekel, en motiv za dušo, ne pa to za praktično uporabo. To je zanimiv pogled. No in če grem naprej po teh področjih delovanja in vsebin gastronomske diplomacije, promocijska, poslovna in protokolarna darila. Recimo, vi če greste že v Pariz in si privoščite eno palačinko, na tem mestu, kjer prodajajo palačinke, imajo ponavadi na eno steno, kjer prodajajo tudi pekač ali ponev za palačinko, ki se nekoliko razlikuje od ponev, ki jih mi uporabljamo. To je ponev, ki na eni strani visoka, na drugi strani čisto nizka, in v ponvi je vakuumsko zapakirana tudi paličica v obliki črke T, narobe obrnjene, ki jo uporabljajo Francozi za to, da palačinko raztegnejo na primerno širino. Francoske palačinke se namreč ne zvijajo, ampak se zlagajo. No, tudi pri nas imamo potico, recimo, če povem en primer, ampak kupimo pa lahko pekač, teflonski, ki je sicer vse lepo in prav, zakaj pa ne, tehnologija kuhanja gre naprej, bi bilo neumno, da bi zdaj samo lončene pekače ponudili, pač pa vsekakor tudi lončene. In če hočemo kupiti teflonski pekač, je seveda izdelan v Nemčiji ali pa še kje drugje. Nobenemu se to ne zdi primerno, da bi v Sloveniji kaj takega pač izvajal. Se pravi, promocijska, poslovna in protokolarna darila, potem navedem eno misel o gastronomski muzejski zbirki ali pa o gastronomskem muzeju. Jaz sem bil recimo, pa ne govorim zdaj zato, da bi se tukaj hvalil, kje sem že bil ali pa kje nisem bil, ampak v Južni Koreji sem bil enkrat na enem UNESCO festivalu in so nas peljali v njihov gastronomski muzej. Prekrasen muzej, kako je to vse narejeno, tudi tehnološko zelo zanimivo. In na koncu delal z osnovnošolsko in pa srednješolsko mladino, ki je, bi rekel, zelo pomembno področje
za razvoj gastronomske in kulinarične diplomacije. Zaključam knjigo tudi s takim posnetkom, to je pogled v svečano dvorano na Brdu pri Kranju, je tak lep reprezentančni prostor, kjer se odvijajo pogostitve na najvišji protokolarni ravni. Zelo pomembno pa je, da bi Slovenija, če se bo odločila za gastronomsko diplomacijo, v prihodnje v večji meri gradila na naših posebnostih, na tudi vsebinsko bolj kakovostno sestavljenih jedilnih listih in menijskih karticah, kar seveda ni naloga šefov kuhinje ali pa vodij kuhinje, še manj pa kuharjev. Oni se morajo poskrbeti za surovine, za živila, za to, da so stvari pravilno zapečene, pravilno kuhane in tako naprej. In pa seveda, da tisti, ki so gostitelji takih pogostitev, se prej, če sami tega še nimajo v svojih glavah, pozanimajo kaj o zgodbah o teh jedeh, ker zgodbe so jim pa na voljo. Zdaj imamo, direktorica založbe na začetku predstavila te 4 knjige, recimo, to je pač ena od možnosti, da se poučijo o tem, ker nikoli ne veš, kaj bo kdo od gostov izjavil za mizo in rekel, kaj pa ta jed pomeni v Sloveniji, in bo potem na takr rekel, ja, gremo kuhno vprašati, to se je meni zgodilo namreč. In potem ga 5-10 minut ni bilo, čez 10 minut je prišel nazaj pa rekel, tudi v kuhinji ne vejo. Skratka, mislim, da je to zelo pomembno, in čisto za zaključek še en posnetek enega tazga pogrinka, tudi na Brdu pri Kranju, in pa misel, da gastronomija ni le kuhanje in uživanje jedilnih obrokov, ampak tudi trgovanje in predvsem posel. Se pravi, tudi na ta vidik je treba stalno misliti. Mi ne bomo izvažali samo pipistrellovih avionov, mi ne bomo izvažali ne vem česa, ampak lahko izvažamo znanje z področja gastronomije, ki je zaenkrat sicer bolj šibko, ampak upam, da se bo izboljšalo, in pa predvsem seveda živila, jedi in pa okuse ene dežele, kjer se edino na tem svetu stikajo Alpe, Sredozemlje, Panonska nižina in sosednji Balkan. Hvala lepa. Najlepša hvala profesorju dr. Janezu Bogataju za to izčrpno predstavitev. Res lahko rečemo, da Slovenija ima bogatstvo v gastronomiji, v knjigah, pa tudi v strokovnjakih. In zagotovo profesor dr. Janez Bogataj je ambasador slovenske gastronomije. Lahko z gotovostjo. Gospa Frido Jarčeva je na začetku rekla, je govorila besedo največji, pa sem pozabil reči, že ima 176 cm. To je knjige, ki jih v založbi Hart izdajamo tudi z namenom prepoznavnosti ne samo gastronomije, ampak predvsem tudi kulturne dediščine. Ker če vemo, da lahko recimo recept, za katero jed najdemo, mogoče tudi na spletu, niti ne v elektronskih knjigah, ampak zgodbe, pojasnila, kulturne dediščine, tisto, kar ta jed predstavlja, pa navadno ne najdemo kar tako, zato so te knjige, ki bodo nekako ostale in bodo vedno kot nek vir kulturne dediščine, gastronomije in še česa, kar pač v knjigah o slovenskih značilnostih, tudi naravni dediščini izdajamo. Tudi v luči, da poudarim poleg vseh teh stvari, ki jih je profesor Bogataj že naštel in so izjemno pomembne. V prihodnjem letu je Slovenija izbrana za častno gostjo na Frankfurtskem knjižnem sejmu 2024 in gastronomija je zagotovo ena taka priložnost, ki jo lahko pokažemo svetu, in zato tudi te vse izdaje, ki smo jih že pripravili in jih še bomo.
tudi ne samo v slovenskem, tudi v angleškem jeziku, kar nekaj je že šlo. Namenjene so bodisi turistom ali prepoznavanju obiskovalcev naše dežele, hkrati pa tudi tujim, da se lahko pač bolje poučijo o tem, kar imamo, to naše bogatstvo tukaj. Lahko nekaj dodam, zdaj sem se spomnil. Kulinarično dediščino ste omenila, pa gastronomsko. Mi te dediščine ne smemo razumeti kot nek kulinarični muzej. To bi bilo najslabše. Nas morajo te stvari navdihovati pri iskanju novih izvirnih sodobnih rešitev. Res pa je, da je treba biti pa zelo, zelo pazljiv, do katere točke, do katere meje nekaj jed še ohrani svojo istovetnost. To je pa zelo pomembno. Bom povedal en primer. Pred leti je bil en sprejem, ena večerja stoječa v hotelu Union. Hrano je pripravil en od znanih slovenskih gostincev in za sladico so ponujali eno kašasto jed v kozarcu. In jaz tisto strežno osebje vprašam, kaj pa je to? Žal niso imeli napisa, ker bilo je mednarodno srečanje, bi mora biti slovensko, pa angleško napisano. In hvala Bogu, da ni bilo napisano, ker mi prav potem eno od tega strežnega osebja, to je pa štrudel v kozarcu. In jaz rečem, oprostite, to je pa čisto zgrešeno. On, kuhar je vse sestavine za štrudel vrgel v mešalnik in je iz tega naredil neko kašasto jed. Sem rekel, to ni več štrudel, ker je zadeva izgubila svojo istovetnost, lahko pa vi rečete, jaz uporabljam, pa naš kuhar uporablja sestavine za štrudel in iz teh naredi neko novo jed, ki se imenuje recimo Jožetovo veselje, recimo, ali pa če je kuhar Jože, recimo. Skratka, to je prava pot. Včeraj sem bil na terenu v Gornjem Gradu, ker tam enem ambiciozne, mlade, turistične uslužbenke imajo nek projekt duhovne poglobitve. No, in med drugim te poskušajo poglobiti tudi z jedmi. In na začetku so nam postregle z nekimi, v Sloveniji bolj to poznamo besedo krekerji, mi temu rečemo hrski, se pravi eni taki trdi okruški nekega ajdovega testa z medom, da sem jaz že skoraj poklical po telefonu magazinu zdravnika, kdaj lahko pridem, ker je bila taka nevarnost, da se mi kaj zgodi. In sem potem rekel, slušaj, pa kaj filozofirate? Se imate celo vrsto lokalnih ali pa tudi regionalnih jedi, ki jih lahko pripravite. Vi lahko pripravite takole velike pogače, recimo, za enkrat v usta dati ravno tako z ajdovega testa, z medenim nadevom in tako naprej. Zdaj so bile izjemno navdušene, to je bilo redko, to je redko v Sloveniji, da rečejo, bomo poskusili. Ali pa bomo se potrudili, da nekaj naredimo, in so me prosile tudi, če jim dam moje kontakte, da mi bojo poslale fotografijo, sem rekel, ne, vi pridite v Ljubljano, da ne ste poskusil tudi. Čisto z vsake jedi seveda se da marsikaj narediti, ampak mora pa ohranjati po svojo istovetnost in s tem seveda vstopa tudi v zgodbo, ki jo že ima, in to zgodbo lahko pripovedujemo naprej. Se opravičujem, ampak nekaj to moram povedati. Hvala lepa. Zelo pomembno je to, da pač ne samo knjiga, ampak pač ta naša kulturna dediščina gastronomska prehaja na mlajše generacije, in da se priučijo in poznajo te jedi, ne samo pač novodobne, ampak tudi jedi, ki so lahko v naši bližini, so pač izvori teh živil. Ravno 2 tedna nazaj je profesor predaval na posvetu o prehrani Zavoda za šolstvo in moram reči, da je bilo kar veliko zanimanje bi organizatorjev šolske prehrane
za te jedi, ki so na nek način tudi inovativne, sodobne, z neko tradicijo in kulturno dediščino iz preteklosti. Povem še primer. Jaz ste šolo omenili, ne se, pa bom pa nehal, zato ker koda reče, pa jaz takoj dobim eno idejo. Pred nekaj leti sem bil povabljen na eno štajersko šolo, na eno šolo na Štajerskem. In sem imel tam eno predavanje o kulturni dediščini, kako živeti s kulturno dediščino v sodobnem svetu. Po predavanju je prišla ravnateljica, ni mogla poslušati ves čas, in je rekla, a vas lahko povabim na eno malco v bližnjo restauracijo, ali greste v šolsko kuhinjo. Ne, sem rekel, v šolsko kuhinjo, ko mi čakal, pridem jaz tja noter, ne bom govoril o opremi. Tudi za otroka moraš krožnik in, bi rekel, posodje narediti vabljivo za oči. To je dejstvo. Sem rekel, kaj imate pa danes za kosilo? Ja, danes imamo pa bograč. Ampak to je bilo na Štajerskem, ni bilo prek morja. Imamo pa kar sicer ni nič slabega, ker moramo spoznavati tudi jedi drugih okolij, ne samo slovenskih, tudi po Evropi in po svetu. In jasno, bolj sem se približeval delilnemu mestu tega prehranskega obrata, moram prav to terminologijo uporabljati. Sem že zagledal tisto znamenito aluminijasto zajemalko in gor je plusknila neka gola ževa juha, bi temu rekel, ne pa bograč. Iz vljudnosti sem sicer par zamahal žlice odnesel v svoje drobovje, ampak sem pa rekel, ravnateljici, veste kaj, sem vam pozabil povedati, jaz imam zdaj zadnje čase težave z želodcem, pa je zdravnik rekel, sem vam izogibal takih ljudi, sem bil vljuden. Pa sem jo pa vprašal, sem rekel, ja, a imate šolski razglasni sistem? Je rekel, imamo. Sem rekel, pa ste vi 5 minut pred začetkom postrežbe tega bograča otrokom po razglasnem sistemu povedali, kaj bojo jedli. Kaj je zgodba te jedi, ki je zelo zanimiva, ker vemo, kdaj je bograč prišel v slovenski prostor, kaj pomeni tudi ta beseda in tako dalje in tako dalje. 5 minut dovolj. Je rekla, to pa ne, to je pa dobra ideja, prav. Ampak kje če prej jaz dobiti te podatke, pa sem jih povedal, takoj. Vsaj 4 knjige, kjer je to navedeno. To je tak primer, spet zelo enostaven, zelo enostaven. Ni vse v računalništvu, pa v športni vzgoji, pa v tistih predmetih, ki so po tradiciji del osnovnošolskega in srednješolskega kurikuluma, ampak seveda še kaj več. Tako da mislim, da se zdaj pripravlja neka reforma, spet pustimo se presenetiti z novimi jedmi. Tudi lokalnimi živili in lokalnimi ponudniki, kar je zelo pomembno. Tako, rada bi se vam zahvalila, če boste imeli še kakšno vprašanje, kar izvolite, prosim. Sicer pa knjige so na voljo na ogled, če želite lahko kakšno tudi kupite ali pa si vzamete informacije o knjigi. Ker smo pa tako veliko govorili o hrani, se pa tudi spodobi, da saj en grižljaček pokusimo, bodo sladke jedi, ker pravijo, da v knjigi piše, da spodbujajo pozitivne misli, tako da so nam v podjetju Kavaj pripravljali take grižljačke. Dobrodošli in dober tek in upam, da se malo še spet vidimo, se pa vprašanja, če imate.